Tokrat v občinskem informatorju. 6 let selniške tržnice Dobrot, delavnice o zeliščih, jubilejno gasilsko tekmovanje v reševanju iz vode, na obisku pri vinarjih Jakobskega dola, polfinale 34. Zlate harmonike Ljubečne in šport, strelsko tekmovanje za pokal občine Podvelka. Lepo pozdravljeni. Jutra minulega vikenda so bila kot nalašč za sprehod po tržnici. V Selnici ob Dravi so minulo soboto na tržnici praznovali 6. obletnico, odkar na stojnicah ponujajo selniške dobrote. Kakor je na praznovanjih rojstnih dni pričakovati, so tudi na tržnici rezali torto. Minilo je 6 let, odkar so člani turističnega društva Selnica ob Dravi začeli postavljati tržnico dobrot. Prav te so tiste, ki jih iščejo kupci. Sama kupujem na tržnici zaradi tega, ker imajo doma pečen kruh, ne? Po kruh hodim večinoma, ker ostalo pa tako predelamo same doma, ne? Sicer ne kupujem veliko, ker imam doma vrt in vse predelam na svojem vrtu, ne? Samo marsikdo pa nima in je prav, da kupi bio izdelke, proizvode. V 6 letih tržnice selniških dobrot so nekateri postali tako rekoč stalni ponudniki izdelkov. Zdaj eni nas poznajo, seveda kot ponudnike odlične kulinarike, predvsem dobrega bučnega olja in izdelkov iz bučnic, bučnega semena. Zdaj smo dopolnili letos tudi prava bolj pestra ponudba je tudi teh hladnih olj. Bolj bom rekla je kot dodatek, ampak paradni artikel še vedno naš kakovostno bučno olje z evropskim certifikatom kakovosti. Ja, jaz sodelujem res že od vsega začetka. Zdaj spremembe so mogoče v ponudbi. Ljudi ni bistveno več, tu pa tam kak iz sosednjega kraja, ampak to si predvsem želimo, ne, da se obisk poveča. Sicer pa je opaziti inovativnost med domačini, se pojavljajo novi izdelki, pridelki in čakamo kupce. Pestro ponudbo branjevk so ob praznovanju dopolnili še s kulturnim programom in torto. V 6 letih so domačini tržnico vzeli za svojo. Mislim, da je to prava stvar. Naše branjevke, to tudi vedno poudarim, si urejujejo dokumentacijo, problemi pri pridelavi, to se pravi pri tržnih viških, ki ti ostane doma, ampak pri predelavi. Ne? Predpisi v Sloveniji so zelo strogi, togi in marsikomu potem mine, tudi finančni zalogaj je to, pa mislim, da bo se tudi to zboljšalo in upam, da selniško tržnico čakajo lepi časi. Vesti o selniški tržnici in domačih dobrotah so prek članov turističnega društva že odpotovale po vsej Sloveniji, kakor tudi v sosednji Avstrijo in Hrvaško. Da ima domača tradicija poseben pomen, pa je ob 6. obletnici izpostavil tudi selniški župan. Cilj občine je pa vsekakor tudi ta, da bi čim več domačih proizvodov, ki ga domači kmeti pridelajo, pa naši kmeti pridelajo, tu prodali. Ne? In še naprejšnji cilj je pa ta, da bi dolgoročno malo razbremenili oziroma bom rekel omejili te javne razpise, predvsem za naš javni zavod šolo, ne, in vrtec, ker morajo glede na to, da hrano vozimo od drugod oziroma morajo dobiti na javnih razpisih in potem vsekakor sem prepričan, da ni najboljša hrana, ampak je dobro, če je bolj poceni, ni samo to, ampak pravim, da ni vse v denarju in tako da mislim, da moramo stremeti v tej smeri, da bomo domačo hrano lahko tu prodajali, tudi če bo kakšen evro dražja. Sam pravi, da tržnico obišče vsaj enkrat do 2-krat mesečno. Vse bolj priljubljeno je postalo nabiranje raznovrstnih zelišč in pridelovanje domačih čajev, namazov in še česa. Pa ste prepričani, da zelišča dovolj dobro poznate? Člani Društva za ohranjanje socialnih stikov Most so minuli vikend pripravili serijo delavnic, na katerih so ob spodbujanju socialnih stikov obiskovalce poučevali o zeliščih. Glavni namen društva Most je spodbujanje in ohranjanje socialnih stikov. Tokrat so se tega lotili tudi z učenjem o zeliščih. Dobro je, v redu je, da je tako predavanje tudi v bližini, pa marsikaj pokažejo nam, pa več zdravil spoznamo, tako da je dobro, v redu je. Jaz si dosti za razne namaze v kulinariki, ogromno zelišč uporabljam. Ja, uporabljam jih, če jih žena mi pripravi.
Da bi vsi bolje spoznali zelišča, so člani društva Most minuli petek pripravili prvo v seriji delavnic. Pri kozolcu na Selniški jabolčni poti so govorili o nabiranju in sušenju zelišč. Slednja so namreč v vsakodnevni uporabi, pa se morda tega sploh ne zavedamo. Porabljamo v gospodinjstvu, v zdravilne namene in pa v kozmetiki, živino, zdravstvo, mislim, vse posod. Ja, zdaj trenutno smo se posvetili tem zeliščem, ki jih imamo pač tukaj doma sajena. Mogoče kdaj nanese prilika tudi kakšna bolj eksotična. Tako so bile na mizi dišavnice, zdravilne rastline in tudi primorska zelišča, ki pri nas prav tako uspevajo. Ker je dosti primorskih zelišč raste tudi pri nas, ne. Sicer umetno vzgojene, potem je tudi nekaj eksotičnih, recimo kot maroška meta, pa predvsem domače. Najbolj pogosto se ta zelišča uporabljajo predvsem za pripravo čajev. Za sokove, potem v kulinariki za različne namaze, kot dišavnice pri ostalih jedeh. Skratka, v gospodinjstvu mi premalo uporabljamo te vrste dišavnic pa zelišč. Tokratna zeliščarska delavnica je bila kot uvod v serijo še dveh. V petek, 1. avgusta, bo potekala delavnica o zdravilni moči zelišč, v petek 15. avgusta pa še o zeliščih, ki jih uporabljamo v kulinariki. Od učenja o zeliščih k tekmovanju v reševanju iz vode. Minulo soboto so člani PGD Dvorjane priredili že 30. jubilejno tekmovanje gasilskih reševalnih čolnov v Dupleku. Pomerili so se člani skoraj 40 ekip, tudi ekipe iz sosednjih Avstrije in Hrvaške. Člani ekip so tekmovanje vzeli resno in se pred tekmovanjem že pričeli ogrevati. Tekmovalci so morali z obročem utopljence rešiti zdrave. Kljub nekaj manjšim zapletom so bili s svojim udejstvovanjem zadovoljni. Odlično, tekmovali smo, mislim, da zelo dobro, vadili smo tudi nekaj, tako da mislim, da bo dobri rezultati. Tekma je bila odlična, ampak malo smole je bilo prisotno, ampak kaj če bo drugo leto boljše. Ja, upam, da je bila vožnja dobra, ne? Sicer najboljša ni bila, ampak je pa zadovoljiva. Člani domačega prostovoljnega gasilskega društva so se že nekajkrat spopadli z reševanjem na reki Dravi. To tekmovanje pa je tisto, ki jim med drugim nudi možnost za izpopolnjevanje znanja. Zadovoljni smo, tako kot vedno, zelo veseli smo, da se udeležijo tega našega tekmovanja, saj je s tem nenazadnje tudi ta naš trud pri organizaciji poplačan in pa seveda veseli nas to, da vidimo, da je veliko ekip na našem področju in pa seveda tudi na sosednjih gasilskih zvezah po Sloveniji in tujini dobro opremljenih in potem je tudi za nas to neko zadovoljstvo, da vemo, da dobro delamo. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa, ki je prvič tekmovala pred 30 leti. Pravijo, da so se spremenile predvsem tehnične podobe vozil. Tehnika gre naprej, ne? Torej, kje se je najbolj spremenilo? V motorjih pa v čolnah tudi, ne? In kako je bilo danes? Ja, bolj počasi, ali šlo je. Ste zadovoljni s tem, kar ste? Ja, smo samo pred 30 letami je bilo 3-krat več ljudi tu v gore, je gledalo kot danes, ne? To pa tudi moramo vedeti, ali je to res kriza, ali kaj, da ne pridejo več. Gre za tradicijo, ki jo bodo obujali še naprej. Na to in na domače gasilce je ponosen tudi tamkajšnji župan. Naši gasilci živijo za Dravo in tudi ta vaja, ki jo imenujejo, je resnično prava izkušnja za vse gasilce in tudi se na tak način izšolajo za najtežje opravilo gasilsko, to je reševanje na vodi. Gasilskemu tekmovanju pa je sledil še svečan prevzem novega gasilskega avtomobila in čolna za reševanje. Pridobitev je za nas velikega pomena, saj pred časom, oziroma leta 2012, so bile katastrofalne poplave in je takšno vozilo višje, pa čoln nam pride seveda pošteno prav. Ta oprema jim bo koristila pri intervencijah, kot so jih izvajali v zadnjih letih. Če samo spomnimo se, reka Drava statistično poplavlja skoraj vsako leto, tada tam je čoln, takšno vozilo, primerna oprema, ki se več temu potrebujejo. Do neke mere imamo, seveda je res, da oprema se izboljšuje, oprema se ena stara, druga nova, novitete so, tada pač skorak s časom je tudi to, da toremo neko novo vozilo in pa novi čoln. Gasilci so najbrž tisti, ki jih največkrat potrebujemo v hitrih tehničnih intervencijah. Pri tem bodo lahko odslej uporabljali novo vozilo.
Vsi vemo, da smo Štajerci znani po vinogradništvu. Minulo soboto so svoja vina predstavljali vinarji Jakobskega dola. V kleti v Jakobskem dolu so pripravili dan odprtih vrat. Na dnevu odprtih vrat je svoje izdelke predstavljalo 10 vinarjev iz turistično-vinogradniškega društva Jakob. Nekaj suhega, polsuhi šardone, zeleni silvanec in nekaj bolj sladkega kernerja, tudi kak traminec se najde, pa kak muškat seveda tudi, tako da. Ja, to vino je namenjeno za posebne priložnosti, predvsem za kot darilno vino, za poslovna darila, rojstne dneve, obletnice. Vino je buteljčno, vrhunske kvalitete, mešanica rumenega muškata in sauvignon z dodatkom zlata, 23-karatnega, tako da v bistvu daje vino še dodatno noto. Značilnost naših vin, sploh na tem področju, je izredna pitnost in harmonija in to pa še tudi v vročini. Zakaj ne bi takrat naredili to, ko je čas dopusta, saj to je čas sprostitve. Za vinarje Jakobskega dola, kot kaže, upravičeno velja, da vedo, kaj ponuditi. Tako so namreč ocenili obiskovalci dneva odprtih vrat. Vina so enkratna. Primerna za vas? Jaz mislim, da najboljša, daleč naokoli. Glede tega, v katerem vinorodnem okolišu smo, mislim, da so vse kapljice izredno dobre. Vsi se tu trudimo, tudi mi se po eni vrsti trudimo, pa mislim, da je, ne moramo reči, da je katera kapljica slaba. Da so domačini in gostje 4. leto zapored lahko uživali na dnevu odprtih vrat, so tudi letos skrbeli člani turistično-vinogradniškega društva. Namenjeno je to predvsem promociji vina, da tudi naši kupci in nove stranke vidijo tudi, kje smo doma, kaj pridelujemo in kako tudi pridelujemo. Da so obiskovalci zadovoljni s ponudbo, pa so potrdili tudi številčno udeležbo. Od domačih vin k domači glasbi. Minulo soboto smo obiskali polfinale 34. Zlate harmonike Ljubečne. Polfinalno tekmovanje je potekalo v Ribnici na Pohorju. V Josipdolu v Ribnici na Pohorju se je v polfinalu pomerilo 19 harmonikarjev na diatonični harmoniki. 11 se je uspelo prebiti v finale, ljubezen do harmonike pa gojijo prav vsi. To pomeni, da mi harmonika gre dobro od rok, da ta inštrument, da mi je bil prirojen že od malih rok in da sem pač dober. Ja, to je zelo veliko truda, tudi veliki finančni vložek. Je kar veliko truda in odrekanja od drugih hobijev. Zato, ker mi je všeč, da dobim kako diplomo. Pomaga mi veliko ati in želim si veliko priznanju, pa pokalo pa to. Ja, bilo je v redu, sicer se nisem uvrstil naprej, ampak bo drugič boljše. Ja, veseli me harmonika, ker me všeč njen zvok in rad poslušam, rad igram. Harmonikarji so iz leta v leto boljši, zato je izbira finalistov vsakič težja, pravijo sodniki. Opažamo, da se za tekmovanje odločajo res sami dobri. Iz tega sledi, da med dobrimi še boljše zbirati je problematično, je težko. Mladim harmonikarjem je čestital tudi svetovni prvak in učitelj diatonične harmonike. Pravi pa še, da je k priljubljenosti tega instrumenta prispevala tudi popularna glasba. Mislim pa, da smo se Slovenci predvsem začeli zavedati, da je to naša glasba, da smo na njo lahko ponosni, da je Slavko Avsenik prepoznal po celem svetu, da je Golica najbolj predvajana inštrumentalna skladba na svetu, dokazano, se pravi prva na lestvici. In v bistvu je to naš izvozni artikel po celi Evropi in po celem svetu in mislim, da so ljudje tudi dojeli to. In da končno smo se te glasbe nehali sramovati tudi na nacionalnem nivoju. Organizatorji pa so polfinalno tekmovanje ocenili kot veliko pridobitev majhnega kraja. Zelo veseli že prvega poziva ze strani Ljubečne, da bi lahko kot organizatorji nastopali oziroma organizirali polfinale Ljubečne za to 34. zlato harmoniko. Prav v Josipdolu, to je občina Ribnica na Pohorju. Mislim, da je to velika pridobitev za ta mali kraj v osrčju Pohorja. In trudili se bomo, da bi to tudi nam ostalo, ta prireditev še kako leto.
Ne samo kot organizator, Krevh je bil ponosen tudi kot oče. Župan občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč je namreč plaketo in priznanje podelil tudi Anžetu Krevhu, ki je tako še razširil svojo zbirko nagrad. Minulo nedeljo je na lovski koči na Rdečem bregu potekalo tekmovanje v streljanju kombinacije. Tekmovanje je del praznovanja občinskega praznika občine Podvelka, strelci pa so se borili za občinski pokal. Strelsko tekmovanje v Podvelki je tradicionalno, ga pa vsakič pripravi kdo drug. Letos so ga pripravili člani lovske družine Podvelka. Pravijo, da je še bolj od tekmovanja pomembno druženje. Mislim, da so kar vsi po vrsti borbeni, zagreti in me prav veseli, da je taka klima trenutno okoli tega. V prvi vrsti gre za druženje in pa da se tudi po enem letu zopet pomerimo v streljanju, da vidimo, a smo kaj napredovali, a smo kaj nazadovali oziroma z malo sreče tudi kaj dobili. Tekmovanja pa imajo tudi dodatno pomembno vlogo. Ker moramo to uporabljati tudi v naravi in saj vemo, če so dobri rezultati, da mi divjad uplenimo oziroma da jih ne prepustimo mučenju, je to toliko boljše za nas in za divjad. Tako da več bi moglo biti tekmovalcev, bolj bi se moglo športno streljati in potem bi tudi rezultati rasli. Posebej zadovoljen z rezultati pa je bil letošnji zmagovalec. Ja, meni osebno, dan še posebej, ne? 1 točka za zmago, to meni veliko pomeni tudi, ne? Sodelujem tudi na državnem prvenstvu, bil sem tudi državni prvak, tudi letos sem se doživel, sem tudi bil v Golobah 3. Ampak le tu v domačem kraju pa le malo bolj pestro, malo bolj zanimivo, ne? Ko smo kolegi med sabo tekmujemo, je malo bolj tisto borbenost. Tako si tudi kot nosilec pokala želi, da bi tekmovanje v domačem kraju pripravljali še vrsto let. Preverimo še, kaj se bo te dni dogajalo v naših krajih. Tudi ta teden še potekajo ustvarjalne delavnice oziroma program Počitnice s prijatelji, ki so ga pripravili v Zvezi prijateljev mladine Maribor. Vsak dan v tednu od 8 do 16 lahko obiščete brezplačne delavnice v Domu ustvarjalnosti na Razlagovi. Za ostale dogodivščine pa preverite program na njihovi spletni strani. Ta torek, 22. julija ob 18. se lahko udeležite kuharske delavnice Jedi z žara. Pekli bodo pri MKC-u v Radljah ob Dravi. To sredo, 23. julija ob 20. bo v MKC-u Radlje potekala okrogla miza o drogah. Ta četrtek, 24. julija, pa se lahko odpravite s kolesom na Rumeno noč iz Ožbalta do Kopra. Štart je v četrtek ob 6. zjutraj pri cerkvi v Ožbaltu. Toliko za enkrat, če želite biti dobro obveščeni, nas spremljajte tudi na spletnem portalu bktv.si. Hvala, ker ste bili z nami. Nasvidenje!